Na spletu pa odmeja posnetek drzne obiskovalke newyorškega živalskega vrta, ki se je odločila pobliže spoznati tamkajšnjega leva. Proklete droge. Bližnje srečanje se je na srečo končalo brez fizičnih posledic. Zgodba je epilog dobila šele na sodišču, saj je gospodična prejela kazensko ovadbo, lev pa prepoved približevanja. Legendarna rock zasedba Kiss bo novembra izvedla edinstven koncert in ne bodo nastopili brez ličil, ker to bi bilo samo žalostno. Temveč bodo izvedli prvi koncert namenjen morskim psom. S čolnom se bodo namreč odpeljali na odprto morje in preko potopljenih zvočnikov odigrali svoje največje hite, medtem ko bo med oboževalci vladalo ubijalsko vzdušje. Skupina je povedala, da si morski psi nedvomno zaslužijo brezplačen koncert, saj so že od nekdaj eni največjih borcev proti piratom. S podobno idejo igranja morskim živalim se spogledujejo tudi člani zasedbe Rolling Stones, ki bodo šli kmalu rakom žvižgat. Ko pa smo ravno pri bizarnih živalskih novicah, danski parlament je sprejel novo zakonodajo, s katero prepoveduje nastopanje divjih živali za cirkuške namene. Danska vlada je zato od lokalnega cirkusa odkupila še zadnje 4 cirkuške slone, za katere so plačali kar 1,6 milijona evrov. Baje, da so jih poimenovali kar mater, ste, bili pa dragi. Poleg slonov pa so z davkoplačevalskim denarjem morali odkupiti tudi cirkuško kamelo, ker je bila ta najboljša prijateljica enega izmed slonov. Vem, bizarna novica, ampak Danska je resna država, zato je tudi njihova premijejka z vso resnostjo novico o nakupu kamele povedala pred parlamentom. Rambolina Ali. Zdaj, če niste razumeli njenega momljanja, ne vam prevedem, ker znam zelo dobro dansko. Svojim političnim nasprotnikom je rekla, da ima eno dobro pa eno slabo novico. Slaba je, da ukinjajo javni prevoz, dobra pa, da imajo zdaj kamelo in ga sploh ne rabijo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.